Jaz bom govoril o protipolu enakosti in sicer o različnosti. To se pravi, moja uvodna predstavitev bo usmerjena v to problematiko, v okviru katere pravzaprav cela razprava multikulturalizma poteka. In sicer zagotavljanje enakosti na eni strani ter sprejemanje in spoštovanje različnosti na drugi. Če pogledamo medije, bom rekel, tako tisti, ki to problematiko spremljajo z vso potrebno senzibilnostjo, kot tisti, ki to zadevo na nek način prehitro odpravijo in prispevajo k temu krepitvi, tako bom rekel, nestrpnosti, poglabljanju sovraštva in tako naprej, je različnost eden od osnovnih pojmov, s katerim se srečamo. Na eni strani imamo slogan različnost nas bogati, na drugi strani imamo, je različnost kriva pravzaprav za vse probleme, ki jih imamo ali ki naj bi jih imeli v družbi. Tako da ravno zaradi tega sem pol izkoristil to priložnost in povabilo, da nekaj povem o problematiki različnosti. Jaz bi skušal pravzaprav odgovoriti na nekaj zelo preprostih vprašanj, ki so povezana z to problematiko. Ravno zaradi tega, da se potem tako na ravni teorije, predvsem pa na ravni pedagoške prakse, ko se soočamo z vključevanjem otrok priseljencev v pedagoško prakso na nek način, da lahko znamo to stvar ustrezno misliti in tudi razumeti. In ta vprašanja so sicer naslednja. To se pravi, katere so osnovne razsežnosti različnosti? Če rečemo različnost nas bogati, kaj s tem želimo sporočiti oziroma na kakšen način nas ta zadeva bogati. Da bi lahko na to vprašanje odgovorili, je treba zadevo dodatno zaplesti, zato da bomo zadevo lahko potem bolje razumeli. In sicer, katere so temeljne razsežnosti različnosti. Če rečemo različnost v razredu, različnost na šoli, govora je bilo recimo o tem, da imamo šole, kjer je veliko priseljencev ali pa ostalih skupin otrok, ki tako ali drugače niso del nekega mainstreama. Tako da to se pravi, katere so temeljne različnosti, dimenzije različnosti. Potem, kakšen je pomen vključevanja različnosti v proces vzgoje in izobraževanja? Ta zadeva je še kako pomembna ravno zaradi tega, ker mislim, da je pri vključevanju otrok priseljencev potrebno preseči deficitarni model. To se pravi to, da gre za nek manko, ki ga bomo mi seveda sedaj dobronamerno zapolnili s tem. Tako da tukaj mislim, da je ta zadeva pomembna. In pa kako potem to vključevanje različnosti izpeljati v praksi. Če pogledamo medije, vidimo, da je slika, ki se pojavi, pravzaprav imamo dva pola. In sicer na nek način tisti, ki zagovarjajo in ki pravijo, da ima različnost cel kup pozitivnih učinkov, zaradi katerih je to potrebno, vključevati je kontaktna hipoteza. In po tej hipotezi je vključevanje različnosti pomembno in opravlja celo vrsto funkcij, ki so za proces vzgoje in izobraževanja pomembni. Na drugi strani so pa tisti, ki pravzaprav pravijo, da katerih kritika vključevanja različnosti temelji na konfliktni hipotezi. To se pravi, da je različnost kriva za fragmentacijo, za to, da nimamo več nekih vrednot, usmeritev in tako naprej. Tako da tukaj je osnovno izhodišče tega. To se pravi, sta ti dve hipotezi. Jaz bi se osredotočil na kontaktno hipotezo, zato ker menim, da je tista na nek način, ki nam omogoči, da problematiko različnosti ustrezno mislimo in hkrati tudi razumemo. Tako da, ravno na podlagi tega imamo potem v procesu vzgoje in izobraževanja 6 različnih funkcij, ki jih vključevanje različnosti na nek način izpolnjuje. Eno je socialno-integracijska funkcija. To se pravi, da razvijamo nek občutek enakosti med tistimi, ki so vključeni. Nedvomno gre za nekaj popolnoma drugačnega, če so tisti, ki na nek način, ki imajo pač neko drugačno izkušnjo, ki prihajajo z nekega drugega okolja in se v našo sredino potem vključijo, da imamo
na nek način, da zagotavljamo nek občutek enakosti. Drugo je zagotavljanje pravičnosti. To se pravi, da skušamo na nek način temu nameniti pozornost. Tretja je pragmatična funkcija. To se pravi, da gre za čisto, imamo neko različnost v družbi, ali pa v šolskem okolju, ali pa v razredu, dajmo na nek način nekaj več o tem izvedeti. To bi bila taka čisto nek osnovni skupni imenovalec. Naslednja je krepitev vrlin. To se pravi, da bomo lahko razvijali solidarnost, spoštovanje, zaupanje. Je različnost tisti mehanizem, s katerim bomo lahko to zadevo o tem nekaj več izvedeli in hkrati tudi potem, tudi razvijali pri učencih vse te državljanske vrline. In zadnja je na nek način klasično liberalna, je epistemološka funkcija. To se pravi, da znamo, da te dodatne ali pa te informacije, ki skozi spoznavanje različnosti pridobimo, na nek način, da je znanje, da si na nek način okrepimo znanje. Tako da tukaj vidimo, da vsakič znova, in mislim, da je bilo v zadnjem času v medijih veliko pozitivnih zgodb in primerov dobrih praks iz slovenskih šol, kjer se je različnost na nek način pokazala, da je tisto, kar je za določena okolja na nek način neke prednosti, ki jih imamo. In tukaj mislim, da je ravno zaradi tega ta zadeva še kako pomembna. Tako da tukaj mislim, da bi bilo treba ločiti in na nek način bi počasi tudi s tem za izhodišče tudi zaključil, to se pravi neko družbeno razsežnost in individualno razsežnost. Če govorimo o socialno-integracijski vlogi, o zagotavljanju pravičnosti in tako naprej, govorimo o tem družbenem vidiku, skratka, krepitev solidarnosti in tako naprej. Na drugi strani pa je treba izpostaviti dve ciljni skupini, ki se vsakič pri vključevanju ali pa pri spoznavanju različnosti, ki sta. In to je tisti, ki se soočajo ali pa spoznavajo različnosti, in tisti, ki so na nek način različni. To se pravi, da na nek način, da pride do nekega opolnomočenja in hkrati tudi do nekega razvijanja samospoštovanja tistih, ki imajo to izkušnjo različnosti. Tako da tukaj vsakič znova, ko govorimo o tej problematiki, je potrebno vse to na nek način vzeti v zakup in potem o teh stvareh tudi potem, tako kot sem rekel, ustrezno misliti. Še ena zadeva, ki bi jo pravzaprav tudi za zaključek izpostavil, je raziskava, ki smo jo delali na Pedagoškem inštitutu leta 2009, in sicer mednarodna raziskava državljanske vzgoje in izobraževanja. Verjetno je tisti, ki prihajate z osnovnih šol, morda ste bili kateri od vas vključeni v to raziskavo. To se pravi, kjer se je poleg državljanske vednosti, kompetenc, državljanskih vrlin in tako naprej merilo tudi oziroma skušalo ugotoviti, kakšen je odnos slovenskih učencev do priseljencev. Trend, ki ga je ta raziskava pokazala, je pozitiven. In sicer, da je odnos slovenskih, to se pravi, če smo bolj natančni, slovenskih osnovnošolcev do priseljencev pozitiven. Tako do uporabe lastnega jezika, tako do ohranjanja svoje kulture, tako ne nazadnje tudi do zagotavljanja enakih možnosti. Tako da tukaj, ko se govori o tej problematiki, je pravzaprav treba misliti v vsej svoji kompleksnosti. Tako da toliko za enkrat. Hvala lepa, dr. Sadovč, če si upam, da drži še ta analiza in da se ta trend poglablja in krepi. Dr. Andreja Berle Lakota, predpostavljam, da nas bo razsvetlila oziroma nas seznanila s tistimi konkretnimi ukrepi, ki jih je država v teh zaostrenih mesecih številnih demonstracij, konfliktov in neprijetnih situacij v slovenskem izobraževalnem sistemu pripravila. Jaz jo bom prosil, da odgovori tudi na dva ponavljajoča se očitka, ki sta naslovljena na Ministrstvo za šolstvo. Prvi je, da tisti udeleženci, torej učitelji, starši, v katerih šole se vključujejo otroci, ki prihajajo drugje ali brez staršev ali kako drugače, da niso bili ustrezno informirani in pripravljeni. To je eden od očitkov, ki se zelo površinsko vrti v javnosti. In drugi,
Torej je pa očitek, ki gre v drugo smer, zakaj je država popustila pred, bom rekel, zahtevami, ki so v nasprotju z zakoni, to se pravi, da imajo otroci, migrantski otrok, pravico se vključiti v naš izobraževalni sistem, tukaj so zadaj konvencije in pa tudi naša zakonodaja, ne, in kako je možno to vprašanje razrešiti, če bojo vsako okolje ali pa če bo to postal na nek način pogostost, da bo dovolj prirediti neko demonstracijo in bo to argument, da se država bo popustila pri svoji zahtevi. In še nekaj, morda komentirati odločitev občinskega sveta v Logatcu, kjer so sprejeli sklep, da se otroci v vrtec ne morejo vključiti, dokler ne znajo slovensko.